Telepok in tovarna oblačil se je sesula v prah. V 8-nadstropni stavbi je delalo okoli 3000 ljudi. Že dan pred nesrečo so policijo opozarjali, da so v zidovih razpoke in da jih je strah, da se bo kaj zgodilo. Delodajalci opozoril niso upoštevali. Ljudem so zagrozili, da morajo delati ali pa bodo izgubili službe. Tako so se delavci vrnili v stavbo, ki se je nato porušila. Umrlo je najmanj 350 ljudi, med žrtvami so bili tudi otroci. V stavbi je bilo namreč za najmlajše organizirano varstvo, veliko otrok je v tovarnah oblačil tudi delalo. V Bangladešu dela skoraj 5 milijonov otrok, starih od 5 do 14 let. Delajo v tovarnah oblačil, tobačnih tovarnah in avtomobilskih delavnicah. Ker so otroci cenejši in ubogljivejši od odraslih, hitro dobijo službo. K delu jih navadno spodbujajo tudi starši, saj tako zaslužijo okoli 10 evrov na mesec in pomagajo preživeti družino. Otroke, ki so za preživetje prisiljeni delati, pogosto izkoriščajo ali pa so do njih nasilni. Ker morajo delati, ne hodijo v šolo in nimajo časa za igro. Oblačila, ki jih ljudje in otroci v Bangladešu se šijejo skoraj zastonj, v Ameriki in Evropi prodajo za veliko denarja pod imenom znanih blagovnih znamk. Zaslužka pa lastniki tovarn in blagovnih znamk ne namenijo delavcem in njihovi varnosti, ampak ga obdržijo zase. Domačini zato protestirajo proti oblastem in lastnikom tovarn. Zahtevajo, naj nehajo postavljati dobiček pred njihova življenja in naj bolj skrbijo za varnost. Policija je medtem lastnike tovarn in strokovnjake, ki so dejali, da je stavba varna, že prijela.